V uredništvo smo prejeli videoposnetek aretacije koroškega Slovenca Nikolaja Oražeja. Gre za udeleženca antifašističnega tabora v muzeju Peršman, ki ga je avstrijska policija z ostro racijo prekinila. Kot pravi Oraže, ga je policija ustavila ob vračanju s tabora. Zahteval je, da policisti postopek vodijo v slovenščini, a naj bi to zavrnili. Ker mu niso omogočili postopka v slovenščini, se je odločil, da bo svojo pot nadaljeval, a je po policijskem zasledovanju in posredovanju končal v bolnišnici. Leisten Sie keinen Widerstand. Ich habe keinen Widerstand geleistet. Was habt ihr jetzt an mir in die Taschen reingesteckt? Hört auf, Widerstand zu leisten! Sie haben mir was in die Taschen reingeschoben. Was soll das? Avstrijska policija nam je odgovorila, da zaradi preiskave, ki še poteka, primera ne bodo komentirali. So nam pa potrdili, da je bila aretacija izvedena zaradi upiranja oblastem. Žiga Bonča. Dogajanje v muzeju Peršman preteklo nedeljo, ko je ta gostil antifašistični tabor. Halten Sie Abstand! Tam je bil tudi Nikolaj Oraže, ki so ga nato avstrijski policisti ustavili še na poti domov. Zahteval je dvojezični postopek oziroma da ga policisti obravnavajo v slovenščini, a naj bi mu to zahtevo zavrnili. S temi običajnimi nesramnimi izjavami kot saj znate nemško, smo tu v Avstriji, morate nemško govoriti in jaz sem pač rekel, jaz ne bom vam kot uradnik razlagal avstrijske zakone, tu mi pristoji, to smem zahtevati in bom zahteval. In mi niso dali in tudi niso niti ne povezali se, da bi se informirali, magari bi nikoga dobil v enem doglednem roku, da bi znal slovensko. Kar je tudi v drugih primerih običajno. Zato se je odločil, kot je prvi poročal časnik Večer, da svojo pot nadaljuje. Sledila je aretacija. Kričali so potem, enkrat sem slišal, ja, roke na volan, sem tu dal na volan, eden je ven vlekel oziroma drugi je tudi na meni sedel. Potem so me več ali manj, glavo popred na asfalt vrgli. Liegen bleiben! Do protokola, do zasliševanja sploh ni več prišlo, zato ker so me morali takoj v bolnico zapeljati. Po bolnišnični obravnavi so ugotovili, da razloga za pridržanje ni, o plačilu kazni pa bo odločalo sodišče, kjer bo prav tako zahteval obravnavo v slovenščini. Kazenska ovadba, ki je zaradi policijske racije že vložena, vključuje tudi ravnanje policije z Oražejem. Šlo naj bi za grobe kršitve določil manjšinske zaščite. Na dogajanju v muzeju Peršman se je ostro odzval slovenski politični vrh. Predsednica države Nataša Pirc Musar je skupaj z avstrijskim predsednikom pozvala k umiritvi strasti. Oba ocenjujeta, da je bila uporaba prisilnih sredstev nesorazmerna. Včeraj se je v Celovcu na protestu zbralo več 100 koroških Slovencev in njihovih podpornikov. Mislim, da je dobro, da se je tu zunanje ministrstvo vključilo in pričakujem, da bojo zaščitili interese Slovencev v Republiki Avstriji in da se bo razčistilo, zakaj je do te policijske akcije prišlo. Levica je slovenski desnici očitala, da je zanjo antifašizem zločin in da je pripravljena izdati tudi koroške Slovence. Odgovoril je prvak opozicije z zapisom: Slovence, slaba šala, Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo. Medtem so avstrijske oblasti že sporočile, da bodo posredovanje policije preučile.